Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Stadion ob Velenjskem jezeru je prizorišče tretje tekme četrtega kroga nove sezone Prve lige Telekom Slovenije, ki se je s tekmovalnim obdobjem 2017-2018 vrnila na prvo slovensko športno televizijo. Precejšnja razdalja, verjetno bo šlo za podajo, čeprav se zna Leo Ejup odločiti tudi za strel direktno proti vratom. In očitno bo to tudi storil. Nizka žoga, odbija Radan. Glejmo, kako bodo izvajali tale prosti strel. Prek gola je sprožil Anže Pišek. Spet Šturm. Škrbič nazaj proti Klemnu Šturmu. To je obetavna akcija Krškega, priložnost za Nikolo Mandića, ki strelja čez gol. Tonči Mujan pa bo poskusil očitno kar strelom, vendar brez prave nevarnosti. Bolha spet proti Meriju. John Meri je sprejel žogo v kazenskem prostoru, potem pa povratna podaja, pa strel Novaka mimo gola. Novak do strela in brani Zalokar. Bolha poskuša s podajo, pa zdaj Pišek z razdalje mimo gola. Ejup in zdaj Škrbič, to je zdaj lahko nevarno. Miljan Škrbič ima kar nekaj prostora na levi strani. Preigral je Pušavarja, Škrbič do strela in brani Radan. Nevarno, Mandić je prišel do žoge in je že v kazenskem prostoru. Mujan, krasno Mujan in gol! 65. minuta, Tonči Mujan. Krasno je takole na tla položil Klemna Bolho in potem z levico zaključil tik ob vratnici, tako da je bil Radan povsem brez moči pri tem strelu. 192. nastop zanj v slovenski prvi ligi, medtem pa je streljal Damjan Vuklišević v Zalokarja. Drugega zadetka na današnji tekmi. Dominik Radić pa se je medtem spustil uspešen prodor. Na levi strani ima ogromno prostora Markovski. Priložnost za Markovskega, ki strelja prek gola. Jurina je tudi dobil žogo, še vedno so v napadu Krčani, znova Mujan, spet preigrava Mujan v kazenskem prostoru, pa zdaj Škrbič mimo gola. Tonči Mujan je zadetkom v 65. minuti priskrbel drugo prvenstveno zmago Krškemu v tej sezoni. Ja, žal res nismo danes bili dovolj dobri, to je velika razlika glede na prejšnje 3 tekme. Čestitke najprej Krškemu za zmago, oni so zadeli, mi zopet ne, že drugič zapored. Veliko premalo sodelovanja v končnici napada in pa tistih enostavnih zaključkov, ko moraš naciljati na gol, pa je bilo vse preveč na silo, isto tako pri predložki. Imeli smo zopet ogromno število kornerjev, prekinitev, prekrškov strani. Tukaj nismo bili dosti natančni in to so seveda razlogi za poraz. Pa dobro, to na koncu rutinirano, zelo veliki stres na koncu, ker je Velenje pritiskalo, ali kaj se tiče same tekme, mislim da smo, kot pravite, zelo dobro prišli v tekmu, odprto, poskusili smo gore visoko napast, koliko su nam normalno dovolili igralci Velenja, potem su oni tu spodbudu preuzeli. Imali su nekatere situacije, posebej tu u začetku tega drugega polčasa, ki se u par navratov naš vratar Zalokar zelo dobro iskazao. Pritiskali su, imali su dosta tih prekinitvi, mi smo čekali tu kontru, dočekali smo enu, imali smo drugu za zaključiti preko Škrbića tu tekmu.